Lepo pozdravljeni na današnji tiskovni konferenci, ki jo tokrat, kar mi je še posebno veselje, verjamem, da tudi vam, Slovenska matica posveča izključno slovenski književnosti oziroma slovenskim književnikom. Pred nami so 3 dela, ki smo jih izdali, bodisi samostojno, bodisi v sozaložništvu. Povsem nova izvirna monografija o Severinu Šaliju, ki jo je pripravil profesor France Pibernik, uredil pa dr. Marjan Dovič in ki smo jo izdali v sozaložništvu s kulturnim društvom Severin Šalij iz Novega mesta. Prav tako izvirno, to je pa pravzaprav izvirno leposlovno delo, je pred nami roman Nož in jabolko Ivanke Hergold. Seveda boste predvsem starejši se vprašali, ta knjiga je vendarle že izšla, mi jo poznamo, toda moram priznati ob tem trenutku, da je že moja generacija romana več ni poznala. Izšel je namreč leta 1980 pri Cankarjevi založbi in z vsemi rokami, ko sem roman prebirala, sem zgrabila ponudbo Marka Krausa, da se delo ponatisne. Ne samo zato, ker gre za sodobni čas avtorico, pisateljico, kar smo seveda potem tudi na Matici, takoj v trendu, ker izdajamo zadosti del slovenskih avtoric, ampak zato, ker je to še tisti literarni biser, ki je bil morda v tem matični domovini preveč spregledan in premalo opazen. In kot tretje delo, ki smo ga prav tako ponatisnili, bi radi upozorili na ponatis razprav o Danetu Zajcu, ki ga je založba Slovenska matica, prvič je to delo izdala 2015 ob 10-letnici smrti Daneta Zajca v sodelovanju s Kult Logos. Takoj je bilo razprodano in letos, ko smo se spominjali 90-letnice rojstva Daneta Zajca in ob tej priložnosti so organizirali tudi simpozij o Danetu Zajcu, ki se je nedavno, 28. novembra, odvijal na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, smo se odločili, da te razprave ponatisnemo, prav tako pa že zdaj napovedujem, da bodo natisnjene tudi razprave iz letošnjega simpozija predvidoma v prihodnjem letu. In da ne bomo predolgi, predajam besedo profesorju Francetu Piberniku, ki je sopotnik, popotnik, kot je podnaslovil tudi to zbirko, nekako literarne poti Severina Šalja in je zato pripravil monografijo o njem, da se na tak način vsaj za kanček zapolni tista vrzel, ki je bila v branju te monografije za mene presunljivo žalostna pravzaprav in ob kateri sem se spraševala, koliko je še takih pozab, krivičnih pozab, da je namreč Severin Šalj s polno pesniško močjo in prezencem nastopil leta 1940 ob izdaji svojega prvenca Slap tišine, potem pa po vojni bil tako zelo zamolčan oziroma pesniško na nek način pozabljen. Vendar več, profesor France Pibernik, izvolite. Lepo pozdravljeni. Pri pisanju monografije o Severinu Šalju se pomagali 3 take prijazne okoliščine. Prvo je to, da sem ga osebno poznal. To je zelo pomembna stvar, da imaš avtorju vtis. Srečeval sem ga na Mladinski knjigi, jaz sem takrat v začetku 70-ih let tam hodil k Minatiju, takrat sem zbiral te zapise o slovenskih pesnikih. No, in tam je bil tudi Šalj in sva tako prišla v stik.
Druga stvar, ki se mi zdi zelo pomembna, je pa, ko sem začel zbirati gradivo za tole monografijo, da je v njem ogromno gradiva. Recimo Šali je pa na Novem mestu dal, mislim, 3 pomembne intervjuje. Zlasti Ivan Gregorčič ima en strašen obsežen intervju, v katerem je zajeta celotna Šaljeva življenjska in pa literarna pot. Druga stvar, Šalj je tudi sam napisal nekaj avtobiografskih spisov. Recimo, zelo zanimivo je to, ko je pisal Moje sodelovanje z Dobrim svetom. To so take zanimive neposredne piševalske zadeve. Tretja stvar, ki mi je pomagala pri tem delu, je pa to, da mi je Novomeška knjižnica izredno pomagala pri zbiranju gradiva. Gospa Golobova mi je našla celo vrsto teh zapisov v Šalju. Ne samo to, vse stvari mi je skopirala in poslala v kraj, tako da sem imel stvari na mizi. Drugače pa o Šalju treba reči to. Šalj je pokrival 3 področja. Prva je poezija, torej zlasti prva zbirka iz leta 40 je postavila njegovo poezijo na poseben položaj. Veste, 300 leta je bila slovenska poezija glavno socialistična, torej zlasti sodobnost, Brnčič pa Bor, pa to so bila glavna socialna poezija. Šalj je pa prinesel v slovensko liriko ponovno to intimno izpovedno poezijo, čisto liriko in zadeva se mi toliko pomembnejša, ker so za njim se nekako po njem zgledovali tudi cela mlajša generacija, recimo vsaj gotovo Balantič, pa Šarapon, pa še kdo. No, to je zadeva. Pomembno on je potem med vojno izdal še 2 zbirke, Srečanje na smrtjo, mislim 43, pa zelo zanimivo, tako bi rekel, domoljubno poezijo, Pevorodni zemlji leta 44. Te stvari so bile seveda v tistem času, ko je bila Slovenija, narod zelo ogrožen, zadeva izredno, bi rekel, zanimiva in pa koristna za tisti čas, tisto razpoloženje. No, potem seveda pomembno področje se mi zdi je, da je ogromno narediti kot urednik. Ni urednik, deloma urednik revij, druga pa med vojno on urejal znamenito revijo Slovenčeva knjižnica. Veste, kaj se pravi, v dobrih 3 letih je on pripravil 100 knjig, to je bila ta zbirka vseh mogočih avtorjev, od domačih do tujih in take zadeve. No, in tretja stvar je pa seveda njegovo ogromno prevajalsko delo, ne vem, to je, ne vem, koliko desetine prevodov iz različnih jezikov. Mislim, da je začel pravzaprav s prevodi iz francoščine. Seveda po vojni, ko je bil on malo postavljen ob stran zaradi medvojnega sodelovanja ali kršenja kulturnega molka, je potem končno vendarle spet prišel do svoje veljave kot prevajalec zlasti ruske literature, ki je bila takrat po vojni zelo priporočljiva in ti Šolohovi in te zadeve so takrat pač zelo v promet. Sicer pa jasno za tako knjigo, kot je monografija, je treba povzeti celotno njegovo življenjsko in literarno pot. To so pač te preproste stvari, začneš pri rojstnem listu, greš skozi vse te faze, skušaš pridobiti čim več gradiva in ko postane nazadnje ta, kako bi rekel, celotna podoba nekega zanimivega in pa seveda plodnega življenja, kajti zagotovo je Severin Šalj ena oseba in seveda
sem zelo vesel, da se je Novo mesto zgodilo in mu omogočilo natis te monografije. Kajti, veste, če gledate vi slovenske književnike, kdo pa ima monografijo, kar preštejte jih. Hvala profesorju Francetu Piberniku za ta kratek vsebinski uvod v predstavitev Severina Šalija. Zdaj pa bi prosila urednika, doktorja Marjana Doviča, da predstavi, kako je pravzaprav potekalo delo, metodološko zbiranje gradiva, selektiranje gradiva, kako ste sodelovali seveda s profesorjem Pibernikom. Ja, hvala lepa. Zdravljeni na tej tiskovni konferenci. Ja, lahko rečemo, Severin Šalij ima monografijo, nimajo je vsi slovenski pesniki seveda. In poleg tega bi dodal, da mislim, da je to tudi dobro narejena monografija in lepa monografija. Jaz sem seveda tudi skušal nek svoj delež k temu primakniti. Bi pa seveda omenil, da ima zasluge za to, da je ta knjiga taka, kar še precej ljudi. Tako da bom čisto na kratko orisal potek tega sodelovanja. Najprej bi moral omeniti gospoda Francija Concilio, ki je sicer tudi podpredsednik kulturnega društva Severin Šalij, ki upam, da nam bo morda tudi še kakšno besedo potem več povedal o tem. Zdi se mi, da je on nekako bil motor pri tej celi zadevi, da je nekako nas vse motiviral, da smo to zadevo krepko poprijeli in jo tudi izpeljali. Kar se tiče pravzaprav moje vloge, jaz sem skušal nekako, zdelo se mi je, da si Šalij pravzaprav zasluži kakovostno monografijo, pravzaprav znanstveno monografijo, kjer so pravzaprav vsi veri korektno vključeni, se pravi, da lahko pravzaprav ta knjiga služi tudi kot vir za nadaljne raziskave. In seveda tu mi je bil seveda tekst profesorja Pibernika v res veliko pomoč, ker gre pravzaprav za klasično literarno, zgodovinsko in biografsko študijo, ki nekako zajame celoto Šalijeve življenjske in umetniške poti njegovega razvoja. Tu pravzaprav najdemo tudi povzete obsežne pasuse ali pa celo cele kritike, ki so jih bile deležne recimo Šalijeve zbirke in izdaje. Najdemo pravzaprav vse potrebne podatke o Šaliju, tudi z vidika seveda njegovega življenja in tako naprej. Kar smo pa skušali potem dodati še sodelavci, je pa še kar nekaj zadev. Ena je mogoče, in to bi najbolj izpostavil, je zlasti obsežna bibliografija, ki jo je izdelal kolega z Inštituta za kulturno zgodovino, Martin Brum. Ta bibliografija je res obsežna, kot se lahko prepričate sami, in sega od Šalijevih mladostnih objav do tudi že tistih nekih posmrtnih ponatisov. Tu seveda vidimo, koliko je Šalij napisal. Pravzaprav je ta bibliografija nekoliko selektivna, ker sva se s kolegom Grumom odločila, da tistih najdrobnejših člankarskih zapisov ne bomo vključili, ker bi tako samo zmanjšali preglednost, ampak vendarle vidimo, kako pomemben je Šalij, ne samo kot pesnik in otroški pesnik, ampak tudi zlasti kot prevajalec, kar je gospod Pibernik omenil. Se pravi, ta bibliografija je resnično dragocen dodatek, objavljen na koncu knjige. Knjiga ima poleg tega še en dodatek. In sicer so v njej objavljene pesmi, Šalijeve pesmi, ki jih je napisal za novomeško skupino Rudolfovo. Seveda, izdajatelj oziroma soizdajatelj te knjige je kulturno društvo Severina Šalija in Šalij je nekako proti koncu svojega življenja oziroma v pomembnem delu svojega življenja resnično postal trdno zasidren v Novem mestu, v novomeških kulturnih krogih, dejavnostih in tako naprej. In ena od njegovih pomembnih sodelovanj je bilo pravzaprav z skupino Rudolfovo, oziroma vsaj za novomeščane mnoge je to tudi pač pomembna zadeva.
No, in ta besedila seveda so včasih tudi drugačna, recimo od nekih predlog, ki so bile morda kje objavljene v revijah ali zbirkah. Zato sva skupaj s pesnikovim sinom, Cvetom Šaljem, pripravila pač nabor teh pesmi, kot jih je izvajala skupina Rudolfovo, kar je dokumentirano na različnih njihovih posnetkih in tako dalje. Se pravi, nek ta, bi rekel, novomeški patriotski dodatek. Tudi sicer pa se mi zdi morda pomembno, da vemo, kako pravzaprav je bil Šalje res usidran v to novomeško okolje, njegovo sodelovanje z Marjanom Kozino, Lamutom, Jakcem, vse te stvari pa seveda lepo opisuje Pibernikova knjiga. Še nekaj ljudi bi moral seveda omeniti pri nastanku te knjige, gospoda Janeza Dularja, ki ni zaslužen samo za lekturo, še za dodatno lekturo tega teksta, ampak tudi za spodbudo avtorjev knjige, za pomoč in tako naprej. No, potem smo imeli tudi še dva recenzenta, moja kolega z Inštituta za slovensko literaturo, to sta bila Luka Vidmar in Matija Ogrin, ki sta tekst še strokovno pregledala. Omenjena je bila že Darja Paterko-Golob iz samoznanskega oddelka Novomeške knjižnice. Naj omenim, da Novomeška knjižnica pravzaprav hrani velik del Šaljeve zapuščine, en del jo hrani pa pesnikova družina. In tu smo spet sodelovali s pesnikovim sinom, Cvetom Šaljem. Cveto je bil sicer tudi kitarist in te skupine Rudolfovo, tako da nekako se te stvari vse prepletajo. In omenil bi morda še gospoda Jožeta Zupana. Zupan je tudi imel nekaj gradiva v zvezi s Šaljem in je nekaj časa celo na osnovni šoli Šentrupert imel Šaljev kotiček. Žal tega kotička danes ni več, tako da pravzaprav smo imeli miniaturni Šaljev muzej, no zdaj ga več nimamo, ampak v srečo imamo pa knjigo. In čisto na koncu, ko govorimo o knjigi, bi omenil še oblikovalca Jurija Kocova, no to je sicer oblikovalec, ki sodeluje največ s Novomeško založbo Boga in mislim, da je tudi on imenitno opravil svoje delo, tako da smo s to knjigo resnično lahko zadovoljni. Mogoče še nekaj poudarkov mojih iz same vsebine, kaj se mi zdi pri tej knjigi pomembno. Pomembno se mi zdi pravzaprav sama zgodba, kot je rekla Ignacija, je na nek način žalostna oziroma pretresljiva. Šaljeva mladost je v marsičem izjemna in izjemen je njegov preboj iz pravzaprav sirotnika brez starševske skrbi, ki se potika po pravzaprav različnih krajih stare Jugoslavije in nekako pride v Ljubljano, pravzaprav kot nekakšen proletarec, kruhoborec in tako naprej, in se vendarle nekako uspe svojo poezijo, ki jo že ves čas pisal, seveda, ampak seveda ni imel prave samozavesti, to se mi zdi tista ključna zadeva, kako se sploh pozicionirati kot nek slovenski pesnik, bi rekel, s tako osebno zgodovino. To mi je eno od tistih vprašanj, ki so mi tu fascinantne, se pravi, kako je vendarle pristal, bi rekel, lahko v središču literarnega dogajanja, s to svojo, bi rekel, res čisto, izčiščeno liriko. Potem drugi ključni moment seveda Šaljeve zgodbe je pa to, da je ravno med drugo svetovno vojno pravzaprav se ta njegova, bi rekel, ta njegov prvi val njegove pesniške kariere odvijal. In tu je pa spet zelo zanimivo in to je zelo dobro prikazano tudi v knjigi, kako je na nek način seveda ni kljub temu, da je pripadal temu katoliškemu krogu pesnikov, ni vendarle bil povsem enoznačen. Ni se povsem enoznačno odzival na te probleme, na ta družbeni razkol. Tako da je recimo hkrati sodeloval v nekih kontekstih, ki so ga potem kasneje kompromitirali, recimo zbornik Zimske pomoči, posvetilna pesem Balantiču in tako naprej, seveda neupoštevanje kulturnega molka, se pravi to, kar je bilo pozneje interpretirano kot njegov greh zoper revolucijo, če tako rečemo. Na drugi strani imamo pa vendarle dejstvo, da anonimno sodeluje v glasilih ORF tudi, da
da zavrne naročeni panegirik Rupniku in ga zaradi tega domobranski vojaki leta 1944 pošljajo celo kopat jarke v Postojno. Seveda ta kompleksnost njegove medvojne zgodbe se potem zrcali tudi v njegovi povojni karieri, kjer se najprej znajde na seznamu prepovedanih, potem pa vendarle z tega seznama izgine. Ampak tu imamo kot dejstvo njegovo pesniško anatemo, za katero sicer nimamo materialnih dokazov, ni nobenega odloka ali kaj podobnega, ki Šaliju preprečuje nadaljevanje pesniške kariere, pa vendar njegova naslednja zbirka potem izide šele leta 1982 in se Šali postopoma uveljavlja potem šele konec 40-ih in zlasti v 50-ih postopoma seveda kot prevajalec. To mogoče, seveda povedali smo že, da njegov opus ni pomemben samo z vidika poezije, ampak tudi ima zanimiv opus otroške poezije, ki je danes manj znan. Njegov prevajalski opus tudi še ni bil pravzaprav strokovno ovrednoten, zdaj ga imamo pravzaprav možnost sploh pregledati v celoti. Ampak vendarle ključna zadeva pri Šaliju pa vendarle ostaja poezija, lirika, zato mi dovolite, da sklenem tole z nekaj mislimi o njegovem pesniškem opusu, v katerem se bralcu skriva paradigmatska, skoraj stereotipna pesniška figura. Namreč občutljivi, ranljivi posameznik, ki nekoliko zasanjeno gleda v svet, s čudenjem in spoštovanjem zre v stvarstvo, daje prednost kontemplaciji in namesto aktivističnega poseganja v svet raje filigransko brusi solze trenutkov v pisarnine, kot je izpovedal že v motu k svoji prvi zbirki iz leta 1940 Slab tišine. Res Šali se nam kaže kot popotnik po pesniški stratosferi duha, ki se klati po prespodnih puščavah življenja, zagledan v mirne vesoljske bleščave, da bi naposled ugotovil, kaj pravzaprav je. Popotnik, zaljubljen v življenje, kot pravi v eni izmed pesmi iz svoje zadnje zbirke Pesnik na večerni poti, ki je šla leta 1991. To pesnik, popotnik zaljubljen v življenje, pa je tudi podnaslov, ki smo ga izbrali za to knjigo in se mi zdi seveda vse primerno. Hvala doktorju Marjanu Doviču, jaz pa bi morda, če ni odveč, vendarle prosila, da ta za hip popravimo to pozabo in morda delite z nami kakšno pesem Severina Šalija, da bi za hip tu živ, literarno živ, zaživel med nami tudi na tej tiskovni konferenci. To lahko storimo, ampak jaz bi prosil avtorja knjige, da to prebere. Moramo pa najti kakšen primerni pesem, kaj bi izbrali. No, medtem, ko boste izbirala, bi pa jaz povabila še podpredsednika društva, kulturnega društva Severin Šali, Francija Concilio, ki je izjemno zaslužen. Ne samo za izdajo te knjige, ampak že lani za izdajo monografije o našem akademiku Milčku Komediju. In moram priznati, da s kulturnim društvom Severin Šali prav po zaslugi Francija Concilije izjemno lepo sodeluje Slovenska matica v zadnjem obdobju in vas prosila, da nekaj spregovorite o tem, zakaj kulturno društvo Severin Šali, kaj za vas pomeni seveda izid te knjige in tudi o podpornikih vaših kulturnih dejavnosti, ki so danes tudi predstavljeni tukaj. Hvala lepa. Vsem voščim lep dober dan in hvala za besedo. Kulturno društvo Severina Šalija nekako živi že 3. leto in vse pravzaprav, kar smo počeli do sedaj in še načrtujemo, nekako izvira iz mojih mladostnih let, ko sem Šalija, ki je bil moj sosed, pravzaprav občudoval. Vedel sem, da je pesnik, malo manj, da je bil prevajalec in v knjigi je tudi napisano moje prvo srečanje z njim v Perovi gostilni, torej v gostilni,
kjer se je rodila in živela njegova bodoča žena, Mica. In spomini dan so mi res lepi, in ko sem enkrat mu prinesel moje pesmice v recenzijo, če tako rečemo, je rekel, ja, Franci, še veliko bo potrebno piliti tvoje pesmi. No, ob tem je zmanjkalo poguma, da bi še kakšno napisal kaj drugega. No, dovolite mi, da se v tej priložnosti res iskreno zahvalim 3 glavnim in najpomembnejšim donatorjem, brez katerih, z vso odgovornostjo lahko trdim, te monografije ne bi bilo. To je Slovenska matica, to je Tovarna zdravil Krka in seveda Mestna občina Novo mesto. Za konec bi vam rad povedal, da je bilo moje delo bolj v organizacijskem, pa tudi v finančnem smislu pri nastajanju te monografije, kajti stroko so obvladovali drugi, zato poklicani ljudje. In verjemite mi, da ni bilo letos lahko. Lani smo Milčkovo monografijo o akademiku profesorju Milčku Komelju za njegov 70. rojstni dan, 70-letnico rojstva. Dobesedno bi rekel takole s prsti, vsi so dajali denar, noben problem, letos je bilo kot zakleto. Tako da sem bil v resni stiski, tako da sem moral Krko 2-krat prositi in so 2-krat velikodušno pomagali. No, ne glede na to, vsi problemi in težave so za nami. Vesel sem in srečen, da imamo to monografijo o mojem sosedu, o Severinu Šalju, Novomeščanu, ki se je še kako globoko vtisnil ne samo v ljudi, ki so ga poznali in ki so po literarni strani mu bili blizu, ampak tudi širše drugim Novomeščanom. Še enkrat pa bi izrekel tudi zahvalo gospodu profesorju Piberniku, ki je to pobudo z veseljem sprejel. Bilo je to, naj še to povem, tule nasprot parlamenta, v gostišču, ko se že pravi, no, znam je. No, smo sedeli in sem povedal, predlagal to idejo Milčku, Janezu, ki sedi tam zadaj, Patru Šinkovcu in projekt je stekel, tako tudi letošnje leto smo s tem veselo nadaljevali. Še enkrat hvala vsem in lep dan še naprej. Hvala lepa podpredsedniku Kulturnega društva Severni Šalji, Franciju Koncilij. Zdaj pa res za konec predstavitve te knjige besede Severina Šalja. No, z avtorjem sva izbrala pesem pesnikov, ki je tudi moto, pravzaprav prva pesem v Šaljevi prvi zbirki Slab tišine iz leta 1940. Opletaš vse stvari kot zlati pas, med sabo vežeš srca in stoletja, zapledaš misli v mavrična razcvetja, odpevaš v hrup sveta svoj tihi glas. Smehljaje sreče tkeš neba sinine, solze trenutkov brusiš dragotine. Iz temnih brezen vreš do nas sijoča, minljivost nosiš v večnostne daljave, besede uglašaš v zvonko himno slave. Iz duše v dušo liješ se pojoča, pesem pesnikov čez slab tišine. Hvala lepa vsem 3 sogovorcem. Zdaj pa se obračam k Marku Krabusu, ki je dal pobudo za ponatis romana Nož in jabolko Ivanke Hergold. Roman v bistvu se odvije v enem samem dnevu. Roman ženske Herde Jamnik, ki preživlja svoj vsakdan in kljub tej skrajni skrčenosti časa in tudi prostora v državsko okolje, kamor je Ivanka Hergold tudi sama prišla nekako kot popotnica, kakor smo slišali prej o Severinu Šalju,
Kljub tej skrajni skrčenosti je roman napit, izredno napit, z ne preprostim popisovanjem čustva, ampak globoko duševno stisko, bolečino, tudi praznino, s katero se sooča ženska, sleherni trenutek, dan za dnem, v svojem vsakdanjem življenju. Zato mi je morda bil roman še toliko bliže in nenazadnje tudi sleherni človek. In zdi se mi, da je ta trenutek na nek način, ko bi nekdo zamahnil z roko, da smo roman samo ponatisnili, saj je že išel, na nek način trenutek, ko da je roman išel prvič. Ker se mi zdi, da je pomembno, da pride v branje, v roke novim generacijam, ki Ivanke Hergol žal ne poznajo, in da je to na nek način njeno ponovno rojstvo tudi tukaj, v matični Sloveniji. Marko, ti pa boš lahko o tako v knjigi, kot o avtorici, ker si nastajanje romana na nek način tudi osebno sodoživlja, spregovoril seveda veliko bolje od mene. Izvoli, beseda je tvoja. Hvala naši urednici, Ignaciji Pritl, ker je sprejela to knjigo v program in tudi skrbela za to, da se zdaj ponovno pojavlja. 30 let od kar je po nastanku tega romana, je to seveda to delo še vedno zelo sveže, zelo izzivalno, zelo aktualno tudi po neki umetniški pisavi. To trdim na osnovi tudi seveda literarne zgodovine, ki je zaznala, recimo Boris Paternoux, ki je tudi knjigi seveda dodal spremni esej, pravzaprav še en dodatek o modernih romanih in pisavah v Trstu, je seveda pravzaprav neka izjemna pozornost neke založbe na Slovenskem, vendar je to potrebno, ker navadno se pojavljajo kulturne sredine, kulturna gnezda samo preko nekih ustaljenih in etabliranih imen. Mi poznamo Pahorja in Rebulo kot tržaška romanopisca in popisovatelja. Manj spregledamo seveda eno tako figuro iz druge generacije, ampak tudi pristopalko, neko žensko ustvarjalko, ki je prišla s Koroških hribov prav iz odmaknjene kmetije pod Kremžarco na Pohorju, na Koroškem, in seveda zato je tudi bolj ali manj sprejeta v tem njenem okolju, na Tržaškem, in toliko banj seveda je lahko sledi in se uveljavlja tak avtor tudi seveda v srednjem slovenskem prostoru. Njena proza je sicer bila deležna precejšnje pozornosti ob izhajanju, sama pa ni poskrbela, da bi še potem seveda še dosti bolj zaživila. Ustvarjala je nekako od začetka 70-ih let in objavljala do sredine 80-ih let in vendarle pustila izredna kvalitetna dela. Nekaj knjig je išlo na Tržaškem, pri založništvu Tržaškega tiska, Didona in Pojoči oreh, nekaj pri založbi Obzorja, prva knjiga pri Mladinski knjigi in ta Nož in jabolko leta 80 pri Cankarjevi založbi. Tako da seveda se je že tudi od vsega začetka, nekateri smo se zavedali, da je to en izjemen avtor, ki na poseben način umešča mesto Trst v sodobno
sodobni svet, slovenski svet, pa tudi seveda nekje na to obmejnost, v ta Mediteran, v katerega je Ivanka stopila že kot formiran človek, z nekim pesniškim pedigrejem, potem z kratko prozo in tukaj seveda nastopa v vlogi romanopiska, kjer seveda roman je, tako kot naslovnica, nekako izkazuje neko seciranje, neka krvava, s krvjo napisana proza, polifonične strukture, čeprav je to vse zgoščeno, kot smo slišali, na en dan in razdeljen na ure, ki tik-taka ves čas in določa vloge, pojave in seveda tudi neko interakcijo preteklosti, tega sanjskega spominjanja in doživljanja otroštva, tudi hudega, pravzaprav, niti ni avtorica sama, ni to v prvi osebi napisano, ampak potem seveda ena standardna oseba, figura iz nekega umeščena v pravzaprav veliko mesto z takimi ambicijami biti čim bolj pristaniško, čim bolj kramarsko, čim bolj seveda produktivno, po drugi strani pa tudi seveda prizorišče nekih nacionalnih konfliktov. Avtorica v Možu in Jabolku zaznava tudi vedno aktualne provokacije oziroma tudi namige, da je treba počistiti etnično še tisto, kar je ostalo od slovenskega krsta. Vse to pravzaprav beleži z, kako sem rekel, z vezilom noža Ivanka Hergold. Gre za zelo seveda intenzivno pisavo, ampak tudi zelo zvesto sliko človeka današnjega časa v nekem takem bojnem polju, vsakdanjosti, ne samo človeka, tudi seveda žensko, kot je prav izpostavila urednica. Kar bi še lahko rekel, je to, da ob Možu in Jabolku nekako v istem času, ko je to izdala, je tudi pisala še tudi velik dramski tekst, po mojem mnenju tudi Paracels, in je doživel tudi eno izvedbo v Tržaškem gledališču, ampak spet nekako ni bil zaznamovan in uvrščen v nekam kanon slovenske dramatike. Mislim, da je prav tukaj prisotni Tone Pršak, edini pravzaprav ga zelo na široko poglobljeno in obravnaval v sodobnosti v imenitnem eseju prav o tej Ivankini drami. No, kakor sem rekel, to je pogled Korošice, pristopalca, nekega prišleka v mesto, ampak seveda z izredno občutljivostjo, s kožo, ki je bila značilna za Ivanko Hergold, ni imela skoraj potem na koncu več nobenega prijatelja, ki se je rada z vsemi skregala v obrambi svoje filigransko, natančno določenega mesta v družbi in samo svoje pozicije do vsega, kar je obdajalo. Tudi njena pisava je filigranska in gorje bi njej bilo grozno, če bi katerokoli vejco ali katerokoli besedo pač spremenili. Njeni stavki po nekaterih mestih so izrazito manj, niso naravni, ampak so ritmizirani, včasih poudarjeno, včasih imajo ta diskrepance, včasih neke zamolke, se pravi, da je to res modernistična proza, stisnjena v klasični kalup enotnosti kraja in prostora, ki mu je tudi pravzaprav v svojem umetniškem kredu Ivanka vedno se nanj sklicevala in nasledila. Tako da gre za seveda
dobro knjigo, dober roman in tudi avtentičen zapis o Trstu. Če boste hoteli vedeti pravzaprav o počutju, tudi našem pravzaprav aktualnem in večnem pravzaprav univerzalnem občutku človeka nekje na robu ali pa na stiku ali pa z razgledom v neskončno širjavo morskega obzorja, potem berite Noši in jabolko. Morda ste ga že kdaj brali, ampak mislim, da je knjiga, ki je lahko večkrat jo vzamemo v roke. Hvala Marku Krausu, ki je povedal tako rekoč vse. Morda bi samo opozorila, da si se na začetku nekoliko pomladil, ker si rekel, da je 30 let od nastanka od prve izdaje 39 let, še leta 80, in zdaj smo v 2019, toliko, da ne bi bilo kakšne novinarske pomote, skoraj 40 letja, odkar je prvič išel. Pravilno. Ampak bi pa rada opozorila na tisto, kar si pa posebej izpostavil, torej na te avtobiografske prvine, ki so zapisane v sleherno njeno besedo, kot da se vsako besedo zarezuje tudi v lastno telo in dušo, in tako se je prezgodaj tudi poslovila leta 2013. V Trstu so ji sicer posvetili simpozij oziroma posvet, leta 2015 je potem išel ta zbornik za Ivanko Hergold, iz katere je tudi objavljena razprava akademika Borisa Paternuja v naši kot spremna beseda k naši izdaji. Opozoril si na filigransko natančnost, s katero izbira sleherno besedo. Jaz bi pa tu še poudarila izredno jezikovno virtuoznost, ki jo v današnji slovenski literaturi, sodobni slovenski književnosti vse preredko srečamo, in ta jezik je lahko vzgled slehernemu piscu. Opozoril si na modernistične prvine, ki so značilne za ta romaneskni zapis. Res je, roman je napisan kot neke vrste tok zavesti, pa vendarle poln dogajanja na nek način, ki se, kot govori tudi naslovnica, seveda z vsakim dogodkom zarezuje v telo in kot da je, kot nam je rekel tudi že pesnik pred vsako besedo pisateljice manj. Zato je morda njen opus majhen, ampak tako izjemno dragocen, in upam, da je ta izdaja vendarle apel, da se tudi Ivanko Hergold piše v slovensko literarno zgodovino. Nenazadnje je to nek temeljni modernistični tekst 80-ih let, ki pa že prekoračuje tudi to modernistično pisanje z nekimi izredno pomembnimi individualnimi prvinami same avtorice, in upam, da bo ta ponatis vendarle doživel tudi tak odmev. In zdaj... Bi samo še nekaj dodal, ker je ravno že o tem odmevu na knjižnem sejmu 27. se pravi na prvi delovni dan slovenskega knjižnega sejma, bo literarna kavarna ob 10. uri zjutraj posvečena prav temu obujenemu delu. Popravljam se, res že 40 let od njenega nastanka, vendar gre z neko nezamenljivo stebino in tudi seveda nekim univerzalnim sporočilom. Ja, in sodeloval bo tudi dr. Igor Škamperle, ki je prav tako opus kot Ivanko poznal, seveda. Ja, sosedi smo. In zdaj, za konec sem zelo vesela, da je z nami tudi dragocena doktorica Neža Zajc, ki nas vse opozarja,
da se ne sme zgoditi še ena pozaba, o kateri smo danes toliko govorili, in to je literarna pozaba na enega največjih slovenskih pesnikov zadnjih desetletij, če ne celo kaj večjega, Daneta Zajca. Spomnili so se ga v okviru ZRC SAZU pred 4 leti, ko smo se spominjali 10-letnice njegove smrti. Takrat je, kot sem povedala, išel zbornik o Danetu Zajcu in spominjali smo se letos, nedavno, 90-letnice njegovega rojstva. Ta zbornik ni zgolj ponatis, ampak je Neža Zajc za njega pripravila nekako dopolnitev bibliografije in morda bi draga Neža spregovorila več ravno o tem, v teh zadnjih 4 letih, kaj in koliko se o Danetu Zajcu dejansko govorilo, pisalo in kako danes gledaš na seveda njegovo poezijo in na to, o čemer ste govorili pred 4 leti. Najprej bi se rada iskreno zahvalila že za prvo izdajo, torej Slovenski matici, tedanjemu Primožu Simonitiju, ki je takoj nemudoma sprejel moj predlog, da bi sploh iskali ta zbornik, ki je pač nastal takrat na podlagi tega srečanja ob 10-letnici pesnikove smrti. Res se je zgodilo takrat po smrti, da je mogoče zaradi veličine Daneta Zajca, ampak da je zavladala nekakšna tišina okoli njegovega opusa. Morda zaradi njegove avtentičnosti, njegove pesniške govorice, ali samo zaradi smrti preprosto, morda zaradi žalovanja. In ko je prišel ta zbornik, se mi zdelo najpomembnejše to, da so bile objavljene, bila objavljena pričevanja ljudi, torej posameznikov, pesnikov, raziskovalcev, premišljevalcev, ki so pesnika še poznali. In to, kar se je potem, kot me vprašala Ignacija, v nadaljnjih 4 letih pripetilo, je pravzaprav samo to, da se je v mojem sprejemanju Zajčevega opusa nadaljevala ta želja, ki jo sprejemam kot nekakšno poslanstvo, da torej počastim Daneta Zajca kot pesnika in to z enim samim razlogom, ker bi si on sam to najbolj želel, ker se je z ničemer drugim tako istovetil kot pač za svojo usodo pesnika. In pravzaprav v bibliografiji, ne bom rekla, ni veliko dopolnjeno, toliko kot pravzaprav se ni veliko pripetilo, a vendarle letos obeležujemo 90. obletnico njegovega rojstva in zato sem globoko hvaležna Ignaciji Strideljard, da je sprejela ta moj predlog, da bi ponatisnili ta zbornik, ker moram povedati, da je tedaj zbornik izšel sicer z letnico 2017, dejansko je pa nekako izšel že 2 meseca prej in pravzaprav brez kakršnekoli reklame, promocije in sploh nekako razglažanja, kaj več o tej knjigi, je bil v enem samem mesecu prodan, torej še preden se je leto 2017 začelo. In tega sem bila res iskreno vesela, še enkrat poudarjam zaradi tega, ker vem, da je bil Danet tega tiho vesel.
molče, kot je on samo to znal. In seveda to neskromno rečeno dokazuje, da njegova pesniška govorica nikakor ni pozabljena, predvsem pa, da še vedno nagovarja, sem prepričana, ne samo starejše rodove, ampak tudi najmlajše raziskovalce poezije in zato je pravzaprav to, kot pravim temu, nadaljevanje te črte, te misli, te želje, da bi počastila ga kot pesnika, pravzaprav neko previdno tipanje za tem, na kakšen način to ustrezno in dostojno njemu storiti. In zato bi samo enkrat samo na hitro še omenila, da je morda ta knjiga, ta zbornik na videz združuje zelo raznorodne prispevke. Med njimi je treba omeniti pesnike, ki so vsi prispevali res svoje pesmi in niso odstopili od tega, tako tudi naprimer Boris Anova. In potem je Brane Senegašnik in pa seveda akademik Knjigografe Navl, ki so vsi podali svoj pesniški vtis ob spominjanju na Daneta Zajca. Potem imamo te premišljevalce, raziskovalce, znanstveniki, ki so se nekoliko poglobili v njegov opus. Imamo prispevek dr. Tomaža Toporišiča o dramatiki, potem dr. Igorja Saksida o otroški književnosti, potem pa so še nekoliko deloma biografsko obarvani prispevki, seveda akademika dr. Janka Kosa, ki je bil, če morda ne veste, je bil pesnikov Bratranec, potem dr. Igorja Grdine in pa Denisa Poniža. In pa še pričevanje Jurija Perovška, ki je pač v mnogem njegovo mladost krojila poezija Daneta Zajca, ki ga je tudi spoznal. Poleg tega je pa še zelo pomembno to, da je knjigi dodano deloma neobjavljeno rokopisno gradivo in v takšni obliki, da je dodano besedilo sicer otroške igre za otroke, tako bom rekla, ali za mladino. Tekst, ki sicer je bil prizorjen, ampak ni bil še nikdar objavljen, torej gre za zgodbo o fantu, ki ni poznal strahu. In kakor je tudi vedno pri Zajcu težko govoriti o samo enostavni in lahkotni konotaciji, je tudi to igro mogoče razumeti kot z nekim naukom za odrasle, seveda, saj govori, že sama pove o nekoliko problematični oziroma občutljivi tematiki o strahu v današnji družbi oziroma v zavesti slehernika. In kaj šele o odsotnosti tega strahu. Potem druga stvar, ki je zelo pomembna, pa je, da je Boris Novak prispeval posnetek. Jaz pa sem potem ta posnetek pripravila v besedilno obliko. Posnetek pogovora iz leta 1992, ki ima zelo poveden, 11. marca 1992, ki ima zelo poveden naslov. Gre za vers iz Zajčeve mladostne pesmi, tiste še pred Požgano travo, kot vemo, je Daneta Zajc leta 1958 izdal svojo prvo pesniško zbirko v samozaložbi. In vers je takšen. Glej, misli pred menoj stojijo in vsaka v roki nož drži. Zakaj tako? Pogovarjata se v tem dolgem pogovoru o tem,
kako je Dane Zajc že od začetka sledil nekaterim načelom v svoji poeziji, oziroma so se vzpostavili v njegove poeziji na takšen način, o katerih lahko govorimo tudi v poznejši poeziji. Torej gre za razmeroma pozno obdobje leta 92, on pa se spominjal neke svoje pesmi, torej iz čisto najprvejšega obdobja. Poleg tega v tem pogovoru tudi zelo na sugestiven način spregovori o različnih načinih ustvarjanja, naprimer ustvarjanju eseja in pa o svojem razumevanju svojih del za gledališče, torej ki jih izrecno imenuje igre in ne drame. Torej, in zakaj je tako? Torej, zato se mi zdi to tudi nekako zelo pomembno. Že takrat sem prispevala obsežno bibliografijo, knjigi pa je tudi dodano v veliki meri neobjavljeno fotografsko gradivo, ki je zadnjo sliko, bi vam rada pokazala, se mi zdi tako pač pomembna, da je ki ponazarja Daneta Zajca s to svojo značilno kučmo. Vsak, ki ga je poznal s to kučmo. In na tem mestu, na tem trenutku bi se tudi zahvalila Lucijanu Bratožu, oblikovalcu, ki je knjigo tako lepo oblikoval. Želela sem še to povedati, da knjiga ima podnaslov Spomini razumevanja misli, ne slučajno s to aluzijo na Jungovo spomini sanje misli. Torej, še enkrat s tem previdnim približevanjem temu, kako in na kakšen način vzpostaviti prisluškovanje pesnikovi osebnosti, duševnosti, notranjosti, ki, to je moje mnenje, jaz mislim, edini način, kako doumeti globino njegovega pesniškega opusa. Najlepša hvala Neži. Morda bi samo še knjigi na pot povedala sporočilo, da se je vendarle nekaj v teh 4 letih tudi spremenilo in premaknilo. Namreč ZRC Sazun je sprejel zbrana dela Daneta Zajca v svoj program prihodnjih izdaj. S tem naj zaključim današnjo tiskovno konferenco z naše strani. Morda so še kakšna novinarska vprašanja za naše goste. Ravno novinarsko ne bi imel jaz eno pripombo, ker smo govorili o letnicah. Jaz sem rojen istega leta, kot je išel izvirnik te knjige, torej leta 1980. Se ne spomnim, recimo, da bi jo obravnavali, ko sem se pripravljal na maturo. In zdaj, ko se tudi poklicno ukvarjam z berili in tako dalje, vem tudi zakaj, zato ker avtorica tudi v Trstu, recimo tista antologija oziroma berilo, ki smo ga mi uporabljali na liceju Prešeren, je nastalo v 90-ih letih, avtorica bi lahko bila tam, za objete pa ni bila. Zdaj zakaj, ne vem, si pa lahko predstavljam. Ta roman, oziroma prvo verzijo sem prebral prav pred kratkim, sem seveda zelo zadovoljen, da se je Matica odločila za ponatis. In še to bom rekel, verjetno, da odgovorim malo na tisto vprašanje, ki sem se ga postavil prej. Verjetno se je Ivanka Herdvold leta 80, oziroma takrat, ko je pisala to, upala med navednicami preveč, torej, da je uporabljala tudi pogovorni jezik in tako dalje, kar verjetno ni bilo sprejeto v tržaškem okolju, kjer je živela.
lahko pa rečemo tudi to, da gotovo Marka Sosiča, takega kot poznamo danes, in njegovih del, recimo Balerina, ne bi bilo brez Ivanke Hergold in tudi brez tega romana. Iskrena hvala Primožu Žurmanu za to misel. Morda še kakšna misel, kakšno vprašanje? Potem pa se zahvaljujem našim gosti in našim trem gostom, ki so danes pripravili to tiskovno konferenco in seveda tudi vam hvala, da ste prišli.